Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni iz televizijskega studia Idrijskih novic. Lep pozdrav pa tudi vsem poslušalcem Primorskega vala, ki oddajo spremljate preko radijskih valov. Današnja športna oddaja bo nekaj posebnega, saj bomo v oddaji predstavili 7 prejemnikov športnih priznanj v občini Idrija. V studiu sta se mi pridružile David Velikajne in Jošt Lapajne iz Športne zveze Idrija, ki ju prav lepo pozdravljam. Dobrodošla. Pozdravljen. V prihodnje pol ure bomo razglasili najboljše športnike v občini v preteklem letu. Povejte nam, kako ste na Športni zvezi Idrija zbrali predloge in zakaj je taka akcija pomembna za ohranitev in razvoj športa v občini. Predloge smo zbirali prek razpisa. Predsedstvo zveze je pripravilo nek razpis, malo smo se zgledovali po drugih recimo občinah ali pa športnih zvezah. Predloge so pol lahko pošiljali klubi, lahko pa posamezniki, občani. Tako da smo na ta način zbrali kar precej predlogov. Pomen, pač športniki si to zaslužijo, ne? In če bo recimo to hkrati še motivacija in mladim športnikom ali kakorkoli, da se bodo zaradi tega raj ukvarjali športom in da jim bo kdaj veselje, kaj tazga dobiti, je to sam plus. V eni od publikacij sem prebral misel, da je Športna zveza mesto dogovarjanja in izmenjave mnenj. Športniki nas navdušujejo z odličnimi rezultati, vsak posameznik pa kot rekreativec skrbi za zdrav življenjski slog. Se strinjate s tem? Ja, definitivno. Športna zveza združuje tako klube, v katerih so tekmovalni športniki, kot rekreativni športniki. Zato mislimo, da lahko posamezno društvo deluje na večjih področjih, da postaja močno tako na tekmovalni kot rekreativni ravni. Menimo, da je rekreacija tisto prvovrstno, v čemer mora delovati posamezen klub, in zato je to najboljše za zdrav življenjski slog. Na mizi vidimo nekaj priznanj, katere bodo prejeli prejemniki. Kdo je poskrbel za oblikovanje? Ja, letos, nažalost nismo še utegnili kakšnih posebnih stvari zdizajnirati, tako da sama osnovna oblika je recimo generična. Je pa pol osnova, nekako, da je to malo lokalno personalizirano, je ta naš logo Športne zveze Idrija, ki je oblikoval Nejc Kolenc. Pol cela sama podoba smo pa skupaj z proizvajalcem, ki te priznanja izdeluje in dobavlja za letos nekako spravil skupaj. Pa preidimo sedaj na razglasitev rezultatov tega izbora. Povejte nam, koliko nagrajencev bo prejelo ta priznanja in v katerih kategorijah? Ja, priznanja bo skupno prejelo 7 nagrajencev, imamo 5 kategorij, imamo zlato, srebrno pa bronasto priznanje zveze, potem podeljujemo še priznanje zveze za mlade upe, ki je namenjeno tekmovalcem v nižjih starostnih kategorijah. Imamo pa potem še priznanje za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa v občini, ki ga pa prejme posameznik. Predlagam, da najprej pogledamo med mlade športnike. Priznanje Zveze za mlade upe je naziv, ki ga dobijo mladi športniki za športne dosežke v nižjih starostnih kategorijah, kot so mladinci in mladinke, kadeti in kadetinje, starejši dečki in deklice. Ta priznanja so enakovredna. Kdo je torej prvi prejemnik? Prejemnik priznanja Zveze za mlade upe za koledarsko leto 2021 je Matevž Govekar. Pa poglejmo, kaj nam je Matevž Govekar povedal ob obisku v našem studiu. Kot mlad kolesar imam še kar verjetno nekaj let pred sabo, zato cilji so verjetno, da nekoč pridem na najvišje dirke, kot so Giro, Tour. Seveda je pred mano še veliko dela, trdega dela, pa veliko se moram še naučiti, ampak zakaj pa ne. To so torej besede prvega prejemnika. Kako pa so predlagatelji utemeljili predlog za nagrado? Matevž Govekar predstavlja prihodnji rod idrijskih kolesarjev, ki navdušuje s svojimi rezultati. Uspešno je širše gume gorskega kolesa zamenjal za ožje cestne. V sezoni 2021 je uspešno zastopal barve avstrijske ekipe Tirol KTM Cycling, v kateri se znajde odlično.
Zmagal je na močni mednarodni tekmi Kirchblüten-Rennen, med drugim pa je v tej sezoni postal tudi državni prvak v cestnem kolesarstvu do 23 let. Zaradi obetavnih rezultatov, ki se jim nedvomno v prihodnosti pridružujejo novi, mu Športna zveza Idrija upravičeno podeljuje priznanje Zveze za mlade upe v letu 2021. Čestitke prvemu prejemniku. Kdo pa je prejemnik naslednje nagrade? Prejemnik priznanja Zveze za mlade upe za koledarsko leto 2021 je Enej Logar. Pa poglejmo, kaj je ob svojem nedavnem obisku v našem studiu o lanski sezoni povedal Enej Logar. Potem pa smo se preselili pa še za 3 dirke na Madžarsko. Prvo dirko sem dobil, drugo dirko sem tudi zmagal. Na tretji dirki mi je pata rekel, da moram imeti pa čas za to, da bom postal državni prvak, da nisem smel nič tvegati. Tako torej pravi prejemnik druge nagrade. Nam lahko preberete še njegovo utemeljitev? Mlad motociklist Enej Logar si zasluži priznanje Zveze za mlade upe v letu 2021 zaradi zmage v skupni razvrstitvi državnega prvenstva v svojem razredu, Supersport 600. Enej Logar je pred začetkom sezone prestopil v močnejšo kategorijo in že na prvi dirki presenetljivo ugnal vse konkurente. Kar 3 od 5 dirk so se končale z razliko manjšo od 15 stotenk, kar lepo ponazarja izenačenost tekmovalcev. Pred zadnjo dirko prvenstva, ki poteka pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije in v organizaciji društva 2NRace, je Enej Logar branil minimalno vodstvo v skupnem seštevku in kljub padcu na prvem kvalifikacijskem nastopu pred zadnje dirke se je uspel do dirke zbrati in z novo tesno zmago tlakovati pot do končnega zmagoslavja. V 5 nastopih je tako osvojil 3 zmage ter po 1 drugo in 1 tretje mesto. Za ta izjemni rezultat in naslov državnega prvaka mu Športna zveza Idrija podeljuje priznanje Zveze za mlade upe 2021. Tretji nagrajenec v kategoriji Mladi upi pa prihaja iz sveta borilnih športov. Razkrite nam prosim to ime. Prejemnik priznanja Športne zveze za mlade upe za koledarsko leto 2021 je Gal Kržišnik. In tudi Gala Kržišnika smo že gostili v našem studiu, pa poglejmo, kaj nam je povedal. Sigurno veliko treninga. Jaz sam treniram zdaj, vsega skupaj imamo 4x popoldne treninge, pa pol se pa še s trenerjem posebej menimo za dopoldanske treninge, torej zjutraj, pa še potem priprave, ki so ponavadi konec vikenda. Vsaj enkrat na mesec. Bravo in čestitke tudi Galu Kržišniku. Preberite nam prosim še utemeljitev njegovega priznanja. Gal Kržišnik je na svetovnem karate pokalu za mlade, ki se je odvijal na Cipru lani, osvojil prvo mesto v kategoriji mladincev, v kategoriji 76 kg in več, in tako postal prvi moški zmagovalec iz Slovenije na enem najmočnejših karate turnirjev za mlade na svetu. Gal je v preteklem letu kot član slovenske karate reprezentance osvojil odličje tudi na drugih mednarodnih turnirjih in je kot mlad discipliniran in uspešen športnik vzor tudi drugim mlajšim članom v klubu. Poleg tega je Gal tudi zelo perspektiven športnik, za katerega v klubu verjamejo, da bo na svoji športni poti zelo uspešen tudi v prihodnje. S svojim trdim delom in doseženimi rezultati si Gal nedvomno zasluži priznanje Zveze za mlade upe. Tako, podelili smo prve 3 nagrade oziroma priznanja za mlade upe, ki nas bodo v prihodnje zagotovo še razveseljevali s svojimi odličnimi rezultati tudi v starejših kategorijah. Še preden pa se posvetimo nagrajencem v naslednjem sklopu, pa poglejmo, kako je sploh s športom v občini Idrija. David Velikanje, ste predsednik Športne zveze Idrije. Kakšno je stanje športa v naši občini? V občini imamo registriranih 50 športnih društev, izključno športnih, so pa še nekatera, ki se delno ukvarjajo s športom, torej to ni osnovna dejavnost, nekaj tudi lahko štejemo tukaj zraven. In iz tega nabora se tako približno 35 društev na leto prijavlja na ta občinski razpis za športno financiranje. In tam nekako lahko se štejemo, da je v teh društvih članov splačano članarina okoli 2500.
in tudi številom vadečih je nekaj podobnega. Ne? Zdaj, koliko je vseh skupaj, koliko ljudi se vse skupaj ukvarja športom, z rekreacijo, je nemogoče točno reči. Ne? Je pa ta baza sigurno velika in dobra osnova recimo za nadgradnjo v kakovostni in vrhunski šport. Zdaj, da so tam idrski športniki številčni, pa tudi uspešni, je jasno. Ne? Tudi lep primer so recimo lanskoletne paletne olimpijske igre, kjer smo bili res dobro zastopani. Podatki so vsekakor spodbudni. Sedaj pa se posvetimo še naslednjim 3 priznanjem zveze. Najprej poglejmo, komu Športna zveza Idrija namenja bronasto priznanje za športne dosežke v letu 2021. Prejemnik bronastega priznanja Športne zveze Idrija za športne dosežke v letu 2021 je nogometaš Adam Gnezda Čerin. Pa poglejmo, kaj je o svoji športni poti povedal Adam Gnezda Čerin, ki je v teh dneh na Reki na Hrvaškem. Zato sem mnenja, da je potrebno še več vlagati v šport, da imajo otroci veliko izbira športa že od mladih let, kajti mislim, da so le-ta zelo pomembna. Tudi sam sem imel odlične pogoje za delo, vendar pa vseeno mislim, da je najbolj pomembno, da ko otroku vzljubiš šport, da preživiš čim več časa z vrstniki na igriščih, ne pa doma za telefon in računalniki. Tudi sam sem ogromno časa preživel na stadionu, kjer sem se naučil veliko vrednot, ki so pomembne tako za življenje, kot tudi v športu. Kako pa so predlagatelji utemeljili predlog za priznanje Adama Gnezda Čerina? Adam Gnezda Čerin je svojo športno pot začel v mlajših selekcijah nogometnega društva Idrija. Pot ga je iz Idrije vodila preko nogometnega kluba Bravo iz Domžal v nemški Nürnberg. Od leta 2020 je član HNK Rijeka, kjer je eden od najmočnejših členov moštva, ki je v samem vrhu prve hrvaške nogometne lige. S trdim delom, prizadevnostjo in kvaliteto igranja si je že v mlajših selekcijah zagotovil igranje za slovensko reprezentanco. V letu 2021 pa je debitiral in redno igral tudi v članski reprezentanci Slovenije. V sezoni 2021 in 2021-2022 je za Rijeko zbral 60 nastopov in dosegel en zadetek. Za slovensko člansko reprezentanco je odigral 6 tekem in prav tako dosegel en zadetek. Za reprezentanco U21 pa je ob igranju na Evropskem nogometnem prvenstvu do 21 let odigral vse 3 tekme. Izpostavljamo prvi zadetek Idrijčana za člansko nogometno reprezentanco in zato je Adam Gnezda Čerin prejemnik bronastega priznanja Športne zveze Idrija za koledarsko leto 2021. Čestitke tudi prejemniku, odličnemu nogometašu. Komu pa ste namenili srebrno priznanje? Srebrno priznanje Športne zveze Idrija za športne dosežke v koledarskem letu 2021 prejme košarkar Luka Rupnik. Košarka ima v naših krajih ogromno privržencev in navijačev, ki redno in zavzeto spremljajo tekme v Modri dvorani. Poglejmo, kaj je Luka Rupnik povedal ob obisku v našem studiu. Mi smo že v Kaunasu, ko smo dobro igrali pa se uvrstili na olimpijske igre, je bil to za nas neverjeten uspeh in tudi recimo za navijače so sprejeli naš uspeh v velikem številu in zdaj te igre na olimpijskih igrah so pa nek dodaten pokazatelj, da smo res bili dobra ekipa, da smo naredili dober posel na pripravah in ja, vesel sem, tako kot po mojem cela Slovenija. Tako pravi Luka Rupnik. Kaj pa pravijo predlagatelji za podelitev tega priznanja? Vsem znani Luka Rupnik je že vrsto let član slovenske košarkarske reprezentance, ki se je prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre, ki so potekale lansko leto. Skupaj z reprezentanco je osvojil 4. mesto na olimpijskem turnirju, medtem ko je kazalo še na boljši rezultat. Z odnosom do reprezentančnega dresa, vzpostavljanjem in ohranjanjem klime v reprezentanci in zgledom za mlade, tudi idrijske košarkarje, si nedvomno zasluži srebrno priznanje Športne zveze Idrija za športne dosežke v letu 2021. Bravo, Luka Rupnik, drugi od današnjih 3 nagrajencev, ki si kot poklicni športnik kruh služi v tujini.
Luka Rupnik namreč trenutno igra za turški klub Yalavaspor, kjer je s povprečjem 8,67 podaje na tekmo celo prvi podajalec močne turške lige. Kdo pa bo prejemnik zlatega priznanja Športne zveze Idrija za leto 2021? Zlato priznanje za športne dosežke Športna zveza Idrija za koledarsko leto 2021 podeljuje kolesarju Janu Tratniku. Pa poglejmo še njegovo izjavo iz njegovega zadnjega obiska v našem studiu. Ja, zdaj, kad te gledam malo vsa zgodovina, še 5 let nazaj sem gledal tu po televiziji, kako so zmagovale etape. Pa si nekako vsaj nek želil, da bi tudi jaz zdaj zmagal in zdaj je pač tu ratala realnost. In, ja, jaz sem izjemno ponosen pa vesel in pač pa ja, sem se začel zavedati, ko sem sploh dosegel in mi tu daje tudi nekako neka potrditev, da je lahko in sigurno bomo še probali. Kakšna pa je bila utemeljitev predloga za priznanje za Jana Tratnika? Jan Tratnik je s svojimi predstavami postal eden najopaznejših pomočnikov v kolesarski svetovni seriji. Izjemen rezultat mu je uspel že na dirki Giro d'Italia, kjer je osvojil drugo mesto na etapi z zaključkom na znameniti Zoncolan. Kasneje v sezoni se je znova okronal z nazivom državnega prvaka v kronometru, njemu ljubi disciplini. Izkazal se je kot nepogrešljiv pomočnik na cestni dirki na olimpijskih igrah, kjer je nadziral dirko več kot 125 km in s tem pripeljal Tadeja Pogačarja do olimpijske kolajne. Da pa je bil v tej sezoni v res dobri formi, je dokazal še s 3. mestom na prologu La Vuelte ter 15. mestom na svetovnem prvenstvu v vožnji na čas. S svojimi rezultati, nesebičnostjo, preprostostjo in simpatičnostjo gre zlato priznanje Športne zveze Idrija za športne dosežke v letu 2021 nedvomno v prave roke. Smo še pred podelitvijo zadnjega priznanja Športne zveze Idrije za leto 2021 in v studiu prav lepo pozdravljam župana občine Idrije Tomaža Vencla, ki nam bo pomagal pri tej razglasitvi. Kdo je torej prejemnik priznanja za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa v občini, ki ga letos podeljuje Športna zveza Idrija? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. V čast mi je, da lahko razglasim prejemnika priznanja za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa v občini Idrija, ki ga letos prejme športni pedagog in trener Drago Kavčič. Poglejmo, kaj je nagrajenec o svojem delu povedal pred nekaj dnevi v naši športni oddaji. Najbolj veseli človeka tisti odziv otrok, recimo konkretno, če se dotaknemo neke vadbe, ko so pri vadbi uspešni in dobro opravijo vadbo in vidiš zadovoljstvo v očeh in veselje in navdušenje in ko me čaka, kdaj bodo spet. In tu pa je v bistvu te žene naprej, da pač si motiviran tudi ti kot pedagog, da jih pileš v eni smeri, da se razvijajo. Je pa sigurno športni pedagog tisti, ki prvi mora opaziti, videti talenta nekega otroka in mu znati tudi njemu primerno ponuditi kakšen šport oziroma ga usmeriti v nek šport, ki mu ustreza. Tako da je tukaj kar pomembna vloga, bom rekel. Pa poslušajmo še obrazložitev tega priznanja. Drago Kavčič ni le dolgoletni športni pedagog, ki za šport navdušuje svoje učence, ampak tudi trener v različnih športnih panogah. S svojim delom je pomembno vplival na razvoj in popularizacijo športa v naših krajih, saj se tudi v svojem prostem času že dolga leta usmerjal v delo z mladimi. Med drugim je bil trener akrobatike in gorskega kolesarjenja, zadnjih nekaj let pa aktivno deluje v tekaško-smučarskem klubu Idrija, kjer skrbi za vzgojo tekmovalcev v različnih starostnih kategorijah. Poleg tega z izvajanjem zelo dobro obiskanih splošnih vadb najrazličnejšim udeležencem, tudi najstarejšim, omogoča ohranjanje psihofizične kondicije. Zaradi njegove vsestrannosti in uspešnega dolgoletnega delovanja mu Športna zveza Idrija podeljuje priznanje za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa v občini. Čestitke prejemniku, res gre za izjemno športno osebnost in prepričan sem, da bo v prihodnjih dneh prejel ogromno čestitk.
Gospod župan, povejte nam, kako sami gledate na delovanje Športne zveze Idrija in kaj lahko športni klubi in občani pravzaprav pričakujemo od Športne zveze. Ja, v bistvu Športna zveza Idrija je bila osebno moja želja že dolgo časa, zaradi tega smo v bistvu tudi nekako inicijativo v štartu dali iz strani občine Idrija. Mislim, da je Športna zveza bo nekako v prihodnjih letih glavni, bom rekel, faktor, ki bo odločal o tem, kaj se bo na področju športa v občini Idrija dogajalo. Hvala za te misli, gospod župan. Pred koncem oddaje pa še beseda predstavnikoma Športne zveze Idrija. Jošt Lapajne, se strinjate z mislijo, da je šport v času zdravstvene krize zelo pomemben za vsakega od občanov? Vsekakor. Športna dejavnost je izredno pomembna že samo z tega vidika, da ohranjamo odpornost, s tem se izogibamo raznih virusov in podobnih težav. Ima pa tudi zelo pomembno psihološko komponento. Ohranjamo tudi psihološko zdravje, ki je pa sedaj tudi v teh časih, bomo rekli, na neki preizkušnji. David Velikanje, vi ste predsednik Športne zveze. Povejte nam, kakšni so cilji zveze v prihodnjem obdobju? Ja, zveza ima željo biti nek, recimo, vezni člen med društvi, ki jih združuje, in recimo občino, pa tudi organizacijami na državnem nivoju, ki financirajo šport, od fundacije za šport do Športne unije in Olimpijskega komiteja, nekako pomagati društvom pri izobraževanju, pri financiranju, pri vsem skupaj, da nekako probamo ta šport v občin usmerjati in skupaj pripeljati na en višji nivo. Prihodnja podelitev priznanj bo skoraj zagotovo že v Modri dvorani in tudi predlogov za priznanja bo verjetno tudi za letošnje leto kar precej. Ja, vsekakor je želja, da naredimo eno tako prireditev v stilu, kot je že včasih bila, ko bodo pogoji to omogočali, da res počastimo te naše športnike, da damo možnost tudi občinstvu, da si pride to pogledati, in da si športniki dobijo zasluženo pozornost. Predloge za predlogami pa ne skrbi, to pa mislim, da bomo pa vsako leto imeli obilico uspehov in dobrih športnikov, ki jih bomo lahko recimo počastili s temi priznanji. Kaj še reči ob koncu oddaje? Najprej seveda zahvala vsem trem za udeležbo pri današnji oddaji. Hvala za povabilo. Hvala. Vsem 7 prejemnikom priznanj pa seveda čestitke z najboljšimi željami, da bi nas z odličnimi rezultati navduševali tudi v prihodnje. Vsem gledalcem našega kanala in pa poslušalcem Primorskega vala pa seveda hvala za pozornost in srečno.